Danes bomo razbijali mit o robotskih kosilnicah. Z mano so trije strokovnjaki, Gregor, Denis in pa Dušan. Gregor, midva pa začneva s prvim vprašanjem. Dogovorjeno. Gregor, imam ravno zelenico, nezahtevno, približno 500 kvadratnih metrov. Katera robotska kosilnica je prava za tako površino? Pozdravljen, Davor. Jaz bi ti vsekakor predlagal Husqvarna 308 Vision. To je naš najnovejši model, ki vključuje tudi kamero. Zmore od 500 kvadratov, vkolikor skosi naključno košnjo. Če pa vklopimo sistematično košnjo, pa zmore do 800 kvadratov. Se pravi, nekoliko več. Kaj pa, če imam robove, zahtevne površine, ovire, drevesa, katera kosilnica je pa takrat dobra, ker ti želim raven rob, zelo dobro košnjo, do roba v milimeter, kaj bi priporočal v tem primeru? Odlično, Davor. V tem primeru bi si pa pogledal model Husqvarna 305 E-Nera. Tukaj pa govorimo o edge cutu, se pravi, ima eno centralno kosišče, ki upravlja primarno košnjo, in pa potem v spodnjem delu še edge cut. Ta služi, da je trava pokošena res v nulo. Kaj pa o žični in pa brezžični tehnologiji? Zagotovo je sedaj popularna brezžična tehnologija. Žica verjetno še ni za staro rabo. Prav si povedal, Davor, žica ni za staro rabo, ukolikor imamo res enostaven vrt, še zmeraj priporočamo žico, ukolikor imamo pa več svobode, več igranja, več prepovedanih con in pa samih con delovanja, pa vsekakor priporočamo brezžično tehnologijo. Še nekaj, vidimo, da so tukaj kosilnice Husqvarna. Zakaj izbrati to kosilnico? Se pravi, če si pogledava, leta 80% vseh kosilnic, ki so bile zmontirane leta 2016, še danes delujejo. To je velik pokazatelj, da so naše robotske kosilnice ustvarjene za dolgo življenjsko dobo. Prav tako bi rad poudaril našo aplikacijo Automover Connect. Dnevno jo spremlja okoli 3 milijone uporabnikov. Tako da govoriva v daljšem časovnem obdobju in pa res kvalitetnih produktih. Zagotovo je to dobra izbira. Jaz sem izbral model 308 Vision, kajti imam enostaven vrt, za tiste, ki imate pa nekoliko več ovir, meje, ki jih zahtevate, zahteven kat oziroma zaključno rez, zaključno košnjo, pa je zagotovo dobra potem Husqvarna 305 E-Nera. To je tisti model, ki je za manjše vrtove, za manjše površine in že prišli smo do prvega odgovora, zdaj je pa z nami Dušan in Dušan bo povedal, kakšni so uporabniki na večjih zahtevnih površinah in kakšne kosilnice pridejo v poštev pri taki košnji. Dušan, imamo zahtevnega hobi uporabnika. Kakšne robotske kosilnice zahtevajo površino 1000 in več kvadratnih metrov? Sama Husqvarna že od nekoč priorizira ogled lokacije, na kateri bo kosilnica delovala. Se pravi, naš strokovno usposobljen prodajalec bo prvo prišel na ogled, stranka bo izrazila želje in na osnovi teh želja bomo izbrali pravilnega oziroma svetovali pravilno robotsko kosilnico. In katera je najbolj zanimiva med temi tremi, ki so tukaj? Čisto odvisno od kvadrature, se pravi, govorimo o 3000 kvadratih, 900 kvadratih in pa 5000 kvadratih naključne košnje. Poznamo dve različni, katero mi ponujamo, se pravi naključno košnjo in pa sistematsko košnjo. Sistematska košnja poveča nekako efektivno delo za najmanj 50%. Se pravi, ta isti model, ki je namenjen za 3000 naključne košnje, bo pri sistematski košnji zmogel do 4800 kvadratov. In to je pomembno, da stranka tudi pri ogledu definira se samim pogledom. Kakšna tehnologija pa postavi te robotske kosilnice v delovanje? Te robotske kosilnice postavimo enostavno preko telefona, lahko jih postavimo znotraj delovanja Wi-Fi-ja, ki ga ima stranka v hiši, ali na drugi strani preko RTK, satelitskega signala, katera z referenčno postajo prenesemo na radijskega in določimo na bolj natančne meje same robotske kosilnice in njenega delovanja, in pa na koncu preko prenosa podatkov. Se pravi, to vse lahko naredite vi, ko stranka pride do vas in
to uredite pri končni montaži, če bi se tako reklo, robotske kosilnice oziroma umeščanja v prostor? Tudi meni osebno po nekaj sam iščem, mi je všeč izdelava na ključ. Se pravi, da je stranka prepuščena nam, mi smo pa tisti, ki moramo biti profesionalni in vse izdelati tako, kot je možno z ustvarjenimi proizvodi, se pravi top. Ko gledam to trato, vidim, da je lepa, zelena, prav prijetna na pogled. Kako kosijo, na kakšno višino nastavimo te košnje? Zdaj v Sloveniji nasplošno se kosi dosti prenizko. Se pravi, stranke so navajene iz klasične košnje in potem, ker kosijo enkrat na teden ali na 10 dni, tudi z robotsko kosilnico od začetka pričnejo za košnjo prenizko. Se pravi, 3 prste je nekje, kjer bi trava naj imela po nekih nepisanih zakonitostih, ampak bom rekel, sama nastavitev višine košnje je možna ali ročno ali preko aplikacije, odvisno od modela, ki ga je stranka poseduje. Torej, izmed teh 3 modelov bo stranka zagotovo našla pravo rešitev. Cenovno so te robotske kosilnice zagotovo v pravem rangu glede na kakovost, še vedno pa najbolj priporočate model 430 v Nera, če prav razumem. Je tako, to je tudi prejšnji model, ki ni imel vižna, se pravi tega, bom rekel, nameščene kamere z IR podprto, z inteligenco podprto navigacijo, ne, je bil ta model tudi v preteklosti najbolj prodajan. In na koncu koncev stranki dopušča neko svobodo, da kosi manj časa, zato ker je kosilnica bolj zmogljiva. Se pravi, tudi če je parcela malo manjša, deluje manj časa. Imate več časa za igranje, za vse ostalo. Zdaj imam pa za vas še eno vprašanje, pa predlagam, da kar spremeniva prostor. Okay. Ko imam tako kosilnico doma, vse deluje brezhibno, ali nas lahko presenetijo še kakšni redni mesečni stroški? Rednih mesečnih stroškov razen menjave nožkov, ki jih je potrebno redno menjavati, se pravi v redni kontroli, tedenski in potem tudi mesečni, odvisno od kvalitete trave, kakšno imate. Nožki se konkretno menjujejo, se ne brusijo, so dvostranski. Na drugi strani pa glede prenosa podatkov, postavitve samega robota in pa delovanja robota, nadzora, daljinskega, kakršnega koli nimate nobenih stroškov. Se pravi, tudi software deluje daljše obdobje? 10 let, se pravi, je vključeno v prvotno ceno in je brezplačna nadgradnja software. Odlično. Kaj pa redno vzdrževanje na tedenski ravni? Nekaj trate se nabere spodaj? Nekdaj smo čistili avtomobile ob nedeljah in smo zraven poslušali glasbo, to je danes še jaz vedno prakticiram, se pravi, odpravijo se vrata na avto in se posluša glasba, zraven se počisti spodnji del kosilnice, se pravi vsa ta trava, pogledajo se nožki. Pri nožkih je že tako, da že sam zvok vam daje vedeti, da nožki grejo v kraju, se pravi, boste slišali, kot da nekdo gricka. In pa, če pogledamo še pokrov, pokrov snamete dol in spihate zgornji del kosilnice, ker vemo, trava je vlažna in vedno med delovanjem si nekje z vetrom in z vsem ostalim začne zavasati. In vzdrževanje, redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo stroja in garantira boljšo košnjo. Odlično. Zdaj pa me zanimajo še kakšni večji redni servisi. Govorili smo o avtu, avto gre vsaj enkrat na leto na servis. Kako je z robotsko kosilnico? Mi ponujamo tudi podaljšane garancije, 5-letne, in potem je tudi obvezen zimski servis. Na drugi strani pa preventivno, tako ste rekli, z avtomobilom, gremo na vsake toliko časa preventivno na pregled, tak je tukaj, pregleda se baterija, zamenja se tesnilo, nadgradnja softvera se naredi, zamenjajo se nožki in v večini primerov robotska kosilnica ostane tudi pri našem zastopniku čez zimo, da je baterija na pravi temperaturi, kar je tudi pomembno, ker če jo damo pod 5 stopinj ali nad 30, to ni dobro za litij-ionsko tehnologijo, se pravi, baterija manj časa delovala. Robotska kosilnica bo zdaj za neko baterijo lahko delala 5 let, lahko pa samo 2,5, ampak to je v bistvu pri vsaki stvari. Kakšna baterija pa je v taki robotski kosilnici? Litij-ionska baterija od 2 do 10 amperov. Odlično. Zdaj pa imam še nekaj vprašanj za brežine, zahtevne terene in tiste najboljše oziroma profesionalne robotske kosilnice. Smo na zahtevnem terenu, tukaj je strmina, z nami pa Denis, tretji strokovnjak. Kakšna robotska kosilnica je primerna za take terene? Za take terene je primeren model 435X AVD Nera. Z svojim 4-kolesnim pogonom vam omogoča košnjo brežin do 70% naklona.
Se pravi, ima 4x4 pogon, to pomeni, da ne zdrsne. Opazil sem pa tudi eno posebnost, zglobno krmiljenje. Kaj to pomeni za tako kosilnico? Taka kosilnica se popolnoma prilagaja terenu in ni možnosti poškodb trave. Odlično, zdaj smo vse zvedeli o tej kosilnici. Zanima me pa še, na kakšnih terenih se uporablja in kako pogosta je na slovenskih vrtovih. Na slovenskih vrtovih je kar pogosta, uporablja se na zahtevnejših terenih in predvsem brežinah. Tudi tam, kjer trava ni povsem ravna, kajti njeni noži enostavno kosijo brezhibno. Tako je. Poglejmo pa še, kakšne profesionalne robotske kosilnice obstajajo in kje kosijo v Sloveniji. Pa poglejmo še prave profesionalne robote v značilni oranžni barvi. Denis, po čem se ta robot razlikuje od predhodnih, ki smo si jih pogledali prej? Predvsem po zmogljivosti košnje. Taki roboti so zmožni košnje več 10.000 m². Se pravi, kje jih uporabimo? V kakih protokolarnih objektih, golf igriščih, nogometnih igriščih, večjih poslovnih subjektih in tako naprej. Se pravi, tak robot postavite v prostor, poskrbite, da deluje brezhibno. Tako je, od A do Ž upoštevamo vse želja naročnika, od osnutka pogodbe do zagotovljenega servisa. To mi je zelo všeč. Lahko izberemo tudi način košnje. Seveda, lahko izbiramo več sistematičnih modelov košnje, imamo pa seveda tudi naključni vzorec. No, če tak robot obrnemo, tukaj vidimo tudi nože, kako jih zamenjamo. Pri teh profesionalnih modelih imamo hiter sprejemljiv disk, ki ga enostavno z priloženim orodjem zamenjamo na terenu. So ti noži tudi širše delovne širine kot pri Seveda. prehodnih modelih? So širše, ta model uporablja 26 cm delovne površine. Koliko časa lahko tak robot dela na dan? Na dan ni omejitev, lahko ga uporabljamo 24 ur na dan. Seveda, robot uporablja cikl košnje, polnjenje in spet cikl košnje. Kaj pa v dežju, če močno pada dež? Ni problema, robota dež nikakor ne ovira. Torej, robot v profesionalni obliki zagotovo lahko nadomesti človeka, naredi lepo trato in to je tisto, kar si vsi želimo. Gregor, midva sva začela s prvim vprašanjem, zaključiva bova tudi z zadnjim. Zanima me varnost. Na vrtu imamo otroke, otrok pade, robotska kosilnica deluje. Kaj se zgodi v tem primeru? Se pravi, pri Husqvarni damo velik poudarek na varnost. Poglejmo si tudi sam rezalni disk, ki je pri vseh robotskih kosilnicah manjši, tako da če slučajno zaide roka pod odbijač, vseeno ne seže do samega noža. Kaj imamo pa tukaj? Tukaj imamo pa zadnjo kletko, ki je pač narejena za edge cut. Odlično, robotska kosilnica se verjetno potem tudi odmakne, če trči v otroka. Kaj pa se zgodi z divjimi živalimi? Predvsem me zanimajo kakšni ježi, ki tavajo po vrtu po noči, tisti mladički. Kako je z robotsko kosilnico in z divjimi živalimi? Drži, naši osnovni modeli imajo ultrazvočne senzorje, naprednejši dnevno kamero in pa najbolj zmogljivejši, se pravi tudi IR. Zaznajo toploto, se pravi vse te živali in živali so nevarne. Odlično, zato je poskrbljeno. Zdaj me pa zanima še zadnje. Moja mama ima rože, zasadila je novo gredo. Kaj je treba narediti v tem primeru? V tem primeru enostavno narediva prepovedano območje in rože bojo varne. Tako, izvedeli smo vse, tako bomo imeli lepo trato, predvsem pa vi izberite pravo robotsko kosilnico, ki vam zagotovo ustvari tisto sanjsko travo, ki si jo vsi želimo.